Danes je lep dan. Danes vam želimo predstaviti, da UKC Ljubljana ob vseh svojih kliničnih obveznostih, ki jih ima do bolnikov, predstavlja tudi izjemno veliko raziskovalno ustanovo, po obsegu dela približno polovično, kakor Inštitut Jožef Štefan in z vključenostjo v Univerzo v Ljubljani predstavlja enega od temeljev raziskav, znanosti in napredka v Republiki Sloveniji. Prav priključitev univerzi nam daje možnost, da dejansko tako predklinično kot klinično delo poenotimo in s tem lahko dosegamo vrhunske rezultate. Zagotovo po številu nismo največji narod, ampak zagotovo pa po ideji in predanosti smo v vrhu, v špici in z pomočjo en drugemu, s sinergijami, ki jih lahko najdemo, lahko našim ljudem ponudimo veliko. Tako da danes s ponosom in hvala Univerza v Ljubljani, gospod rektor, da tako sodelujemo, bomo pokazali, da tudi z našo pomočjo, ne govorim samo UKC Ljubljana, ampak predvsem univerze, kjer je bil tudi vključen UKC Ljubljana, se je razvila tudi metoda, ki bo bistveno izboljšala zdravljenje nekaterih bolezni. Tako da hvala lepa vsem, hvala gostom in mislim, da je danes čas za stroko, da pove. V uvodu vabim tudi profesor dr. Gregorja Majdiča, rektorja Univerze v Ljubljani, za nekaj uvodnih besed, preden potem gremo na metodo samo. Hvala lepa. Zelo sem vesel, da vas danes lahko pozdravimo tukaj ob tem pomembnem dogodku za paciente v Sloveniji, za paciente Univerzitetnega kliničnega centra. Na Univerzi v Ljubljani spodbujamo sodelovanje z vsemi deležniki v akademskem krogu in seveda še posebej med dvema največjima akademskimi inštitucijama, Univerzitetnim kliničnim centrom in Univerzo v Ljubljani, dve največji javni ustanovi v Sloveniji. Posebej sem vesel, da danes predstavljamo sodelovanje na področju medicine in pa elektrotehnike, Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Se kaže, da ta sporazum o pridruženem članstvu, ki smo ga podpisali v lanskem letu, ni le povezovanje medicinske fakultete in Univerzitetnega kliničnega centra, ki je nekako naravno potrebno, ampak je mnogo širši, kaže na potrebnost povezovanja različnih strok, da ima tukaj tudi inženirske stroke, imajo pomembno vlogo v medicini, v razvoju novih medicinskih metod in zato sem zelo vesel, da na Univerzi v Ljubljani razvijamo te nove metode, ki bodo koristile našim pacientom in pacientkam. Še posebej me veseli, da smo zelo izboljšali sodelovanje z UKC-jem po podpisu pridruženega članstva in rezultat tega sodelovanja je tudi današnji dogodek, ko predstavljamo skupen nakup najsodobnejše opreme, ki bo koristila bolnikom, ki jo je financirala Univerza v Ljubljani, UKC in pa delno Agencija za raziskovanje in inovacije Slovenije. Tako da verjamem, da bojo v prihodnosti takih dosežkov še veliko več in da bodo od njih imeli korist naši pacienti in pacientke. Najlepša hvala. Zelo nas veseli, da je z nami tudi profesor dr. Marko Topič, dekan Fakultete za elektrotehniko. Pa morda preden res poznamo metodo, damo besedo tudi vam, samo trenutek, da predstavimo mikrofone. Spoštovani, veliko veselje mi je, da dolgoročno in dolgotrajno uspešno sodelovanje med našo fakulteto in pa Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana obraja sadove. Danes je en takih mejnikov, kjer javnosti seveda sporočamo, da seveda dolgotrajno znanstveno-raziskovalno delo in pa potem prenos v same postopke zdravljenja je dolgotrajen proces, ki pa seveda predstavlja vrhunsko slovensko znanje, sinergijske učinke dveh inštitucij in seveda predanost vseh raziskovalcev in zdravnikov, ki so pri tem sodelovali. Zelo me veseli, da v tem sodelovanju ne sodelujejo samo raziskovalci, ampak tudi študenti. Študenti študijskega programa biomedicinske tehnike so vključeni v ta proces, kajti gre za sinergijske učinke med medicino in elektrotehniko, potrebujemo seveda eksperte z obeh strani, vsekakor pa v najboljšem smislu za zdravljenje in vseh pacientov, ki to pomoč potrebujejo. Zelo me veseli in verjamem, da bo to sodelovanje še naprej uspešno potekalo in se veselim novih prebojnih zgodb. Najlepša hvala. Z nami pa so seveda profesor dr. Andrej Pernac in dr. Matej Šijan, ki sta opravila prve posege na tej novi napravi, in profesor dr. Damjan Miklavčič iz Fakultete za elektrotehniko.
ki pa se že 35 let ukvarja z razvojem elektroporacije in je v bistvu tudi zelo vključen, bistven pri razvoju te tehnologije. Tako da bom predstavila mikrofone, pa najprej profesor dr. Andrej Pernat, mogoče da nekaj uvodnih besed o elektroporaciji. Ja, lepo pozdravljeni še z strani klinike. Torej, naprava, ki je bila pridobljena s skupnim sodelovanjem Fakultete za elektrotehniko in pa Kliničnega centra Ljubljana, predstavlja ta trenutek zanesljivo vrhunec na področju interventnega zdravljenja motenj srčnega ritma. To je definitivno tehnološki vrhunec ta trenutek in mnoge inštitucije si to napravo želijo. No, mi smo jo po zaslugi v veliki meri profesor Miklavčiča in njegove ekipe, ki sodelujejo pri razvoju določenega dela, ki je sestavni del te aparature, pridobili pri nas. Po drugi strani pa seveda predstavlja to tudi priznanje velikemu strokovnemu, bi rekel, dokaj visokemu strokovnemu nivoju naše ustanove na področju interventnega zdravljenja motenj srčnega ritma, konkretno kateterska ablacija aritmij. Zdaj, seveda ne pomeni to, da gre zgolj za neko raziskovalno aparaturo, to je naprava, ki je v redni klinični uporabi, vendar jo imajo zaenkrat relativno redke ustanove na svetu. V ožji regiji smo mi ena izmed prvih ustanov, ki smo jo uspeli pridobiti in pomeni na nek način fleksibilen način zdravljenja, sodoben način zdravljenja motenj srčnega ritma, kjer lahko z eno napravo pač opravimo poseg, ne glede na to, na kakšno vrsto motnje ritma naletimo med samim posegom. To nam nudi seveda na nek način možen diapazon, fleksibilnost pri opravljenem posegu. To pomeni za bolnike najsodobnejši, v mnogih primerih tudi najvarnejši način zdravljenja in smo seveda zato zelo zadovoljni, da smo to napravo uspeli pri nas pridobiti. Nekaj več o samem načinu, kako naprava deluje, pa bosta povedala dr. Ja in pa profesor Miklavčič. Najlepša hvala. Zdaj k besedi vabim profesor dr. Damjana Miklavčiča. Že 35 let se ukvarja z razvojem elektroporacije in je v svetovnem merilu kar vodilni raziskovalec na tem področju. Tako da vas prosim, da predstavite v bistvu. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Torej, lep pozdrav vsem še z moje strani. Če dela nekdo 35 let na enem področju, pa postane strokovnjak in seveda tudi star. Elektroporacijo pozna slovenska javnost predvsem iz področja onkologije, kjer smo delali skupaj z kolegi iz Onkološkega inštituta in upeljali metodo zdravljenja, ki rečemo elektrokemoterapija. Tukaj gre za podobno metodo, pri čemer pa seveda s samimi električnimi pulzi destabiliziramo celično membrano do te mere, da v bistvu se celica, v tem primeru kardiomiocit, ne odzove z celično smrtjo. S tem pravzaprav lahko del tkiva, ki povzroča aritmije v srcu, na netermičen način uničimo in se torej na ta način zdravijo srčne aritmije. Torej, o elektroporaciji mogoče ne več, pač pa ta naprava, o kateri smo že nekaj slišali, združuje pravzaprav vrhunsko in zadnjo generacijo radiofrekvenčne ablacije, potem je dodana elektroporacija kot nova, vzhajajoča zvezda kateterske ablacije, ki se širi z neverjetno hitrostjo in prevzema pravzaprav primat na tem področju. Dodali pa so še izredno zmogljiv sistem za elektroanatomsko kartiranje in to troje skupaj z izredno inovativnim dizajnom katetra pravzaprav omogoča posege, kot jih je profesor Pernat omenil. Mi že 10 let sodelujemo z vodilnim podjetjem na področju biomedicinske tehnike, Medtronic iz ZDA,
In tudi zaradi tega sodelovanja je v bistvu Ljubljana prišla na zemljevid in nam omogoča ne samo pravzaprav zdravljenje, ampak tudi raziskave na tem področju, ki so seveda ta trenutek zelo aktualne. Hvala lepa. Najlepša hvala in z nami je tudi Matej Šijan, podobno kot dr. Hrena, ki je vodja programa elektrofiziologije srca na kliničnem oddelku za kardiologijo, je pa dr. Jan vodja programa elektrofiziologije srca na kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja na kirurški kliniki, tako da še vas prosim. Hvala. Ja, jaz bom mogoče nekaj bolj iz kliničnega stališča povedal, se pravi, kaj to pomeni za nas, kot paciente zdravimo, pa za paciente. Predvsem je to tako, da najprej za kakšne posege gre. Gre za posege, ki jih upravljamo, to v bistvu ne gre za operacije, ampak gre za invazivne posege. Se pravi, to upravljamo kardiologi. To so posegi, ki so recimo tako, bi rekel, nek spekter od zelo enostavnih do kompleksnih. In problem pri teh, ki je ta metoda našla mesto, je to, da mi tiste paciente, ki so kompleksni, se pravi, bodi se, da moramo izvesti več posegov, da lahko pozdravimo motnjo ritma, ali pa da že tako recimo naprej vemo, da je verjetnost ozdravitve majhna, zaradi različnih razlogov, smo zdaj s to napravo pridobili to neko orodje, kjer lahko rečemo, da so določene, kako bi rekel, da je poseg bolj učinkovit, hkrati pa varen, in mi lahko te bolnike, ki bi mi sicer upravljali več posegov, ampak kjer vemo, da je verjetnost uspeha posega manjša, v bistvu lahko te bolnike izberemo za to metodo. Torej, kot sem hotel malo nakazati, je tudi tako, da mi že zdaj imamo veliko rešitev pred to napravo. Seveda smo te posege delali, imamo neke rešitve, ampak ta nam pa prinaša tisto, bi rekel, vrh piramide, se pravi za tiste bolnike, kjer nekako rešitev do zdaj nismo imeli ali pa smo imeli slabe rešitve, nam to pomeni neko novo orodje in rešitev. To je ključno, se pravi, to je ključno tisto, kar nam prinaša v klinični praksi. Najlepša hvala. Seveda pa k besedi vabim tudi profesor dr. Zlatka Kraza, strokovnega direktorja interne klinike, da nekako uriše tudi to področje te problematike pacientov, ki imajo težave. No, jaz se samo dopolniti, da bom rekel dovolj splošno pojasnjene v mojem podrobnosti, seveda lahko gre vsak od vas posebej, to je dostopno. Mogoče bi povedal nek kontekst, kam zdaj to sodi v medicini. Seveda sem tudi jaz, kot vsi, bom rekel, iskreno zadovoljen, da nam je še vprašanje koliko časa omogočeno, da pravzaprav tudi v kliničnem centru sledimo vsem najsodobnejšim načinom zdravljenja, da nekako vztrajamo na tej poti, da smo trdno odločeni, da je tudi to del našega poslanstva, če ne bistveno, ker smo vendarle univerzitetni klinični center. Ampak, če govorimo o najpogostejši motnji srčnega ritma, ki je tudi najpogosteje pravzaprav cilj te metode, to je atrijska fibrilacija, je nenazadnje to del celotne zgodbe, skratka, ko podaljšujemo življenje sleherniku, seveda povečujemo tudi število teh bolnikov. Moramo se zavedati, da pri starejših od 80 let ima eden od 10 to motnjo, pri starejših od 45 let 1 na 4, oziroma skratka, teh bolnikov je vedno več, ocenjuje se, da jih je v splošni populaciji do 2%. In zlasti pri bolnikih v tej dobi, recimo 45 do 70 let, seveda je še kako pomembno, da obvladujemo to motnjo srčnega ritma z, bom rekel, idejo dokončnega zdravljenja, ne zgolj blaženja simptomov. Namreč pri starejših večinoma blažimo simptome z zmanjševanjem pojavnosti hitrega utripanja srca, posledic, kot so najhujša posledica te motnje srčnega ritma, ni to, da pač čutiš, da ti srce razbija, ampak da doživiš možgansko kap. Skratka, imamo več načinov zdravljenja in ta je tista, ki tudi mogoče kaže za bodoče en potencial, da bi bistveno večji delež teh bolnikov, ki jih je ogromno, to pomeni 20 do 40 tisoč v Sloveniji,
da bi dobili to dokončno zdravljenje. To pomeni, da bi jim to tveganje za možgansko kap, invalidnost in vse, kar sledi, ne nazadnje zmanjšali na vstopni točki. No in ta metoda ima ta potencial, da v bistvu to dela bistveno bolj varno, kot je bilo rečeno, z manj zapleti in tudi s krajšimi postopki potencialno. In zato mene osebno še toliko bolj veseli to sodelovanje tudi z univerzo in potencial skupnih raziskovalnih projektov, ki jih je rektor že v prejšnjem mandatu, no zdaj pa upam, da je to še bolj poudaril, seveda omogočil. To pomeni interdisciplinarno. Več fakultet sodelujejo v projektih in nazadnje nam to daje v bistvu neko zadovoljstvo, konec koncev potešiti radovednost in omogočiti pacientom potem posledično neke čist konkretne pozitivne učinke. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa so vsi govorci vam na voljo za vprašanja. Tjaša Kobelinja. Zdravljen, Tjaša Kobelinja. Ne vem, mogoče da gospoda Jana Kupokolno tisto lahko odgovoril. Se pravi, če sem kaj preslišala, za koga je torej ta metoda primerna? Čisto vse upoštevali, kako invaziven je ta poseg, malo samo okrevanje, če poveste. Seveda. Torej gre za poseg, ki ga delamo v lokalni ali pa anesteziji ali pa globoki sedaciji, lahko tudi v splošni anesteziji. Pristopamo skozi žilo v dimljah, torej ne gre za operacijo, gre za poseg, skozi to žilo vstavimo te katetre za ablacijo in kot je bilo rečeno, lahko z enim samim katetrom v tem primeru v bistvu naredimo v narekovajih diagnostiko, se pravi pogledamo, kje so tiste regije, ki so problematične v delu srca, kjer hočemo zdraviti in potem tudi naredimo ablacijo. Okrevanje po tem posegu je zelo kratko, se pravi bolnik gre načeloma naslednji dan domov, to je pa podobno, kot je bilo do zdaj pri teh posegih. No? Ni neke velike razlike zdaj s to novo metodo. Potem pa se v bistvu lahko vrne na delo ali kamorkoli že po enem tednu najkasneje. No? Enako velja tudi za kakšne aktivne športnike, lahko začnejo že praktično po enem tednu s treningi in tako naprej. Skratka, to je metoda, ki je namenjena, mislim, čeprav se res pojavljajo aritmije, motnje ritma pri starejših ljudeh, je to namenjeno bolj aktivni populaciji, bi lahko rekli. Ne? Se pravi, se razbremenjuje na nek način tudi zdravstveni sistem. Ta metoda, s to metodo mi lahko zdravimo praktično vse, ampak ker je zelo nova, za čisto vse motnje ritma še ne vemo, koliko je učinkovita. No. Je pa govor o loboatrijskih fibrilacij, se pravi, to je ta najpogostejša motnja ritma, ki jo pa lahko spremlja tudi druge razne podobne aritmije, ki jih je pa mičkeno težje zdraviti, kot samo atrijsko fibrilacijo, pa tudi kronične oblike atrijske fibrilacije je težje pozdraviti, kot pa recimo neke bolj začetne oblike. Zato je ta metoda namenjena predvsem tem. Uporabimo jo pa lahko za kjerokoli obliko motnje ritma v teoriji. Predvsem so tiste bolj motnje ritma, ki so pa lahko življenje ogrožajoče, to so prekatne tahikardije, ventrikularne tahikardije, ki so načeloma prisotne pri ljudeh, ki imajo že v osnovi neko bolezen srca. Tam se ta metoda še ni dokazala in tudi nekako ni certificirana še za to področje, vendar si zelo veliko obetamo od tega, se pravi te metode in njej podobnih, tudi za zdravljenje teh motnje ritma. So pač nekatere regije v srcu, ne bi preveč razlagal, ampak so teže ozdravljive, no, kako bi rekel, teže dosegljive. No. In ta metoda je tista, ki nam dodaja to možnost. Koliko posegov ste naredili? Zdaj vse skupaj 6, se mi zdi. Ja. Tukaj bi rad sam še dodal, da je ta metoda zelo dobra, da tudi zelo draga in pa tudi tukaj mičkeno omejeni. Se pravi, tukaj je vedno to vprašanje, koliko lahko naredimo s tem, kar imamo, tako da moramo tudi tukaj mičkeno, glede na to, kar pač mi trenutno, oziroma kar zdravstvena zavarovalnica trenutno povrne za take posege, smo verjetno mičkeno nad tistim, kar je nad pozitivno bilanco, oziroma ne ustvarjamo rahu minus, če to delamo, ne, tako bi rekel. Moramo malo paziti tudi na to.
bi mogoče vprašala, kakšna točno je bila vloga torej fakultete a pri samem pridobivanju te naprave, tudi v razvojnem delu? Če smem jaz, torej z kolegi iz UKC-ja, kardiologi, že nekaj let sodelujemo. S profesorjem Pernatom smo se o tej metodi pogovarjali že 15 let nazaj približno, ko še ni bilo pravzaprav na voljo, niti ni bilo jasno, da nekatere podjetja to razvijajo. Torej, primarno seveda nakup in pridobitev te naprave, sodelujemo pa na področju uporabe elektroporacije za srčno ablacijo že nekaj let skupaj in razvijamo pravzaprav znanje, ki je potrebno za to, da bo ta metoda na najboljši možni način uporabljena. Še kakšno vprašanje? Mogoče še to, da jasno, da je bilo 6 posegov, je šlo vse po planu, mogoče kakšni zapleti. Krat je šlo vse po planu, tako da prve izkušnje so zelo dobre. Kot je povedal že pa doktor Janja, je pa pač treba s preudarnostjo uporabljati glede na trenutne omejitve, ampak zaenkrat imamo to srečo, da vendarle imamo omogočeno to, da imamo opremo, ki jo potrebujemo in da jo lahko uporabljamo brez večjih omejitev. Kdaj pa je ta naprava prišla v hišo? V bistvu je bila dobavljena v začetku avgusta. So to bili pretežno mlajši bolniki? Pretežno, jaz bi rekel, srednjih let, pa starejših srednjih let. Srednjih do starejših. Starejših, srednjih do starejših. Kaj ste dejali, da je draga? Ja, v bistvu je tako, ne, da mi imamo, kot poznate, ne vem, če poznate sistem, ta DRG oziroma skupine primerljivih primerov v Sloveniji, za določeno diagnozo in določen poseg dobimo, oziroma povrne zavarovalnica bolnišnici nek strošek, neko vsoto. Ne. In ta naprava, se pravi, kakorkoli je že super odlična, je res dobra, ampak glede na to, kaj mi dobimo, kar je seveda verjetno narejeno na osnovi tega, kar smo prej uporabljali, ki je rahlo cenejše, naredimo z vsakim posegom rahel minus bilančni. Ne. Se pravi, mi moramo tukaj pol paziti, kako deluje sistem SPP-ja, tako da, zdaj jaz nisem zdravstveni ekonomist, ampak z nekaterimi posegi narediš plus, z nekaterimi pa minus. Ne. In tukaj moramo pač malo razmišljati, zaradi tega, ker razen če se seveda odloči zavarovalnica ali kdorkoli že, da nam bojo te stvari povrnili, ker so to bolj kompleksni bolniki. Namreč stvar je taka, da če mi uporabljamo staro metodo, ki sicer zavarovalnica povrne lepo, potem mi moramo takim bolnikom dostikrat narediti več posegov. Recimo. To zdaj malo govorim teoretično. S to metodo pa lahko recimo naredimo en poseg, namesto da bi naredili 2 ali pa 3. To je taka prednost. Se pravi, ampak v računici je pa še vedno minus, ne. Čeprav v resnici nismo 3-krat ali pa 2-krat naredili porabljali česa, če razumete, kako če to. Približno. Ne. Mogoče jaz lahko Ja. To je pravzaprav križ celotnega obračunskega sistema, da včasih izboljšamo metodo, narediš manj količin posegov ali zapletov. In v številnih primerih zavarovalniški sistemi ne sledijo razvoju. Skratka, če vam povem, v starem Egiptu so sicer res gradili velike piramide na roko. Drži. No, to je približno tako, kot da bi danes seveda na roko neke stvari delali, lahko pa kupimo nek dober stroj, ki to naredi, ampak tisti ljudje so bili zastonj. Zdaj pa sami si dajte razlago, ne bi nadaljeval. Mislim, hotel je povedati dr. Jan, da morda bi v obračunskem sistemu veljalo uvesti neko klauzulo, da kolikor je neka metoda dokazano v tem smislu učinkovitejša, to pomeni tudi za pacienta, konec koncev, če mora pacient 2-krat ali 3-krat priti na ablacijo ali pa enkrat,
je to manjše breme za njega. Da bi seveda tudi obračunsko temu sledili in bi pač dodali pravzaprav plačilo, da bi bili stroški povrnjeni. No. Ne, da mi zdaj seveda nekako pritiskamo na razvoj, na nove metode, ki so dražje in to delamo pravzaprav v svojo škodo, ker potem dobimo poslovodstva, predvsem pa tudi pogosto komentatorjev v javnosti, da pač naša izguba je nekaj, kar smo sami krivi. Ne. Vse v resnici smo. No. Ne, lahko se vrnemo v stari Egipt, vse sem povedal. Ne. Ja, bom še jaz dodal besede, ker ta poslovodstvo verjetno ni bilo mišljeno to. Ne, joj, se opravičujem, Ja. gospod direktor. To poslovodstvo je seveda zelo usmerjeno v razvoj. Namreč vrhunske medicine brez vrhunskega raziskovanja ni. To moramo vedeti. Če se opustimo vrhunsko raziskovanje, potem počasi zapadamo v povprečje. Zato, ker se Ljubljana nikoli ne bo videl svoje vloge v povprečju in iskanju dobička, temveč bo iskal najboljše metode zdravljenja in s tem cel sistem postavljal na najvišjo možno noto, kar pa je seveda stroškovno gledano v primerjavi z drugimi načini zdravljenja, ker iščemo ne bolane ljudi in izvajamo enostavne posege, seveda finančno popolnoma obratno. Skratka, naša naloga je, da sledimo razvoju. To lahko sledimo samo z vrhunskim raziskovanjem. Tukaj smo v Univerzi v Ljubljani zagotovo ob njej en najmočnejših partnerjev. Ampak z Univerzo v Ljubljani nas ne veže samo to, da smo vrhunske raziskovalne ustanove. Predvsem nas veže to, da vidimo, da je družbo mogoče peljati naprej samo na temeljih pravičnosti, transparentnosti in znanja. In zato se bomo prizadevali v UKC-ju. Tako da, gospod rektor, mogoče še vi zadnjo misel? Ja. Lahko dodam, na Univerzi v Ljubljani se absolutno zavedamo tega, kar je povedal gospod direktor. Vrhunska medicina za naše bolnike in bolnice ne bo brez sodelovanja v celotne akademske skupnosti. Kot sem že rekel na začetku, me zelo veseli, da se tukaj kaže ta interdisciplinarnost, tudi fakulteta za elektrotehniko, da tukaj ne gre samo za medicinsko fakulteto ali fakulteto za zdravstveno nego. Je pa seveda tukaj veliko problemov, ki bi se jih morala država bolj zavedati, da moramo gojiti vrhunsko medicino. Zaenkrat v Sloveniji sem prepričan, da še imamo vrhunsko medicino na svetovni ravni, kar dokazuje današnji dogodek, ki predstavljamo to metodo, vendar če ne bomo vlagali še naprej v to znanje, v novo znanje, ki se razvija, bomo zaostali za svetom in bomo postali, kot je rekel direktor, del povprečne medicine, ko bodo metode prihajale počasi za nekaj letnim zamikom v Slovenijo in na ta način ne bo več omogočeno vrhunsko zdravljenje za bolnike in bolnice. Najlepša hvala. Hvala lepa vsem.